Skupina Magic in Root ob 3:52 v nočnem programu za vso Slovenijo in svet, ki poteka to noč iz mariborskega konca, in tole je prvi nočni program v letu 2015 na nacionalnem radiju. No, skupina je prepevala tudi o poroki, o ljubezni. Zdaj sem našel en zanimiv vers. Pomembno je, da vse počnete z ljubeznijo. Tako dodate poseben pridih vsemu, česar se dotaknete. Dodate svetlobo, dodate ljubezen, je zapisala na svojem Facebook profilu Lili Sorum. No in Lili je zdaj tudi z nami, da nam takole na kratko pove, kakšno bo numerološko leto 2015. Dobro jutro in eno srečno novo leto želim. Ali bo to novo leto res srečno, boš povedala v nadaljevanju. Kako bi se takole na kratko opisala? Ena čisto navadna punca, ki jo zanimajo čim bolj utrgane stvari. To bi bilo najbolj kratko in jedrnato. In med temi utrganimi stvarmi je tudi numerologija. Zakaj ravno numerologija? Zakaj ravno ne vem. Jaz bi bolj rekla, da pač na ključi življenju ni, da je bolj numerologija mene napadla, kakor jaz njo, ker se je dejansko zvrnila name taka, koliko 800 strani dolga, zajetna knjiga. Kako je to bilo? Kako je prišlo do tega? V knjižnici sem šla mimo. V glavnem dobesedno zvrnila se je name. No? Glede na to, da pač bolj kaj otrgal, bolj me zanima, sem jo vzela domov, sem prebrala, sem ugotovila, da dejansko nekaj na temu je. Tako da v bistvu so se stvari zelo spontano razvijale, bolj tako iz nekega ferbca, to je pa bilo 2002. Tako da v bistvu nekako, da bi rekla profesionalno, da se res ful ukvarjam z numerologijo, je tega tam 2003, zaključek 2003, se pravi več kot 10 let. Svoje bralce, Facebook profila in tudi spletnih strani, ter seveda tudi številnih medijskih objav, vsak teden takole pobožaš z napovedmi in to numerološkimi. To si pa tako lepo povedal, pobožaš. Ja, trudim se. Včasih jih tudi malo urito brcnem, no, ko se mi zdi, da je fajn, da delamo na sebi, ampak namen pa je pocrtlati, ja. Kako dobiš podatke za vsako številko posebej? Datum. Razloži našim poslušalcem, da bodo vedeli, o čem govorijo. Dobro, se pravi, dnevna vodila temeljijo na datumu samem, se pravi zapis dnev, mesec, letnica in pa potem seštevek, se pravi leto kot leto naslednje, se pravi to leto bo zdajle 8, kaj bomo povedali, kaj to pomeni, vsak mesec posebej je številka in vsak datum je številka, se pravi dejansko je kombinatorika. Torej, kako si lahko zdaj naši poslušalci izračunajo svojo številko? Od rojstva dalje. Najbolj taka osnovna od osebnih števil je število življenjske poti, se pravi seštevek rojstnega datuma do ene cifre, tokrat seštevamo, da smo samo pri eni cifri in se pravi od 1 do 9. Vsako število ima svoj pomen, diha, se razvija, ima neke lastnosti, tako pozitivne kot manj zaželene, ker ne maram besede negativne. Tako da kot obdobje ima vsako število določen pomen, kot karakteristika človeka ima vsako število malo drugačen pomen, ampak načeloma število kot število, pač enka je enka, ima določene svoje lastnosti, bomo rekli, če kar uporablja enko. Enka so preboji, napredek, pogum, pionirski duh, se pravi tisti korak naprej. In ker smo zdaj zakorakali v leto 2015, kakšno bo to leto? Bral sem, da je to leto v številki 8 in da bodo tukaj kar težke energije. Intenzivne, ne tako težke, ampak intenzivne. Zdaj, osmica simbolizira tako zgoraj, tako spodaj, se pravi, zgornji del je duhovni del. Tukaj bodo potem lahko na udaru tudi verske skrajnosti, tudi iluzije, vse stvari, ki jih imamo v glavi, pa niso opremljive. Drugi del je potem materialni del, ego, pohlep in tako naprej. Se pravi, stvari bodo ratele zelo ekstremne, kaj bomo mi s tem delali, seveda odvisno od vsakega posameznika, ampak samo leto bo ful intenzivno. To, kar bomo razmišljali, temu, kar bomo dajali energijo, se bo dejansko manifestirali. Glede na to, da smo vsi po moje brali Secret in podobno literaturo, vemo, kaj hočem s tem povedati. Temu, kar bomo dajali pozornost, to se bo dejansko zelo odražalo v realnosti. Tako da biti pozorni, da domišljija ne gre v negativno smer. Sesuvali se bodo sistemi. Sicer prva polovica leta bo naporna, ampak dejansko poanta leta je to, da se potem na koncu energija zbalansira. Torej, finance grejo vse posod po svetu slabo. Se pravi, sistemi, kar se tiče bank, kar se tiče teh nekih struktur, ki več ne delujejo pošteno, se bo sesuvali. Mislim, da to sicer dolgoročno gledano je pozitivna novica, čeprav do tja pride, bo pa malo naporno. Kako bo nasplošno tukaj v Sloveniji? Kako bomo živeli? Vse posod bo šle stvari zelo, zelo v ekstrem. Se pravi, zelo levo, zelo desno, zelo črno-belo. Tisti, ki so zelo, bomo zdaj rekli, na ego tripani, bodo to še toliko bolj, tisti, ki se ne znajo za sebe postaviti, in bo to še težje. Tako da
izkoristiti 1. januarski dan za to, da si rečemo, imam se rad, pa jaz sem tudi pomemben, pa postavil se bom za sebe, kadar je to treba. Lansko leto kot sedmica nas je spodbujalo v temu, da sebe spoznamo, ne? Se pravi, analiziranje sebe, kar smo se naučili v lanskem letu, uporabiti zdaj. Se pravi, danes je 1.1. Stvari, ki so bile v lanskem letu naporne, iz njih vam potegniti nek nauk, neko lekcijo in to uporabiti potem v letu, ki prihaja za svoje dobro, seveda. Torej, na koncu najnega pogovora, kaj bi takole pozitivno dejala ta prvi dan v letu 2015 našim nočnim poslušalcem? Najprej bi jim rekla dobro jutro, pa bi jim pa rekla korajžno novim zmagam naproti.